TV. Kids TV. Na svetu je toliko vozil, da sem se komaj odločila, katera naj vam danes pokažem. Ampak na koncu sem le sprejela odločitev, tako si bomo danes pogledali nekaj vozil, ki se vozijo na kmetiji, nekaj vozil, ki se vozijo na gradbišču, v mestu, nekaj reševalnih vozil, nekaj plovil, ki plujejo po morju, pa nekaj takšnih, ki se vozijo po tirih in na koncu bomo poleteli še visoko na nebo. Ampak lepo po vrsti. Najprej si poglejmo, kateri dve vozili sta nepogrešljivi za starega kmeta na kmetiji. Zagotovo je to traktor, na katerega lahko kmet priključi plug, plug pa kmetu pomaga pri oranju njiv. Lahko pa na traktor priključi tudi balirko, balirka pa kmetu pomaga oblikovati take lepe bale sena. Stari kmet pa lahko na traktor priključi tudi prikolico, tako je. V prikolico pa lahko potem spravi različno sadje, recimo jabolka, slive, hruške ali katerokoli sadje že stari kmet goji. In lahko v prikolico spravi tudi koruzo, potem pa vse skupaj odpelje na kmetijo. Stari kmet na kmetiji potrebuje tudi kombajn. A vemo, kaj je kombajn? Kombajn je v bistvu kmetijsko vozilo, ki lahko hkrati opravlja več opravil. Recimo, tako kot mamica lahko hkrati kuha, pa še obeša perilo in se zraven še z vami igra, lahko kombajn istočasno žanje, mlati in še čisti semena oziroma rastline. Se pravi, sta to dve res nepogrešljivi vozili za starega kmeta na kmetiji. Zdaj pa s kmetije na gradbišče. Na gradbišču najdemo veliko zanimivih gradbenih vozil, ampak danes sem si izbrala 4, ki vam jih bom pobliže predstavila. Eden izmed njih je zagotovo tale rumeni delovni stroj, ki mu rečemo kako? Kako? Kopač nakladač oziroma nekateri mu rečejo kar bager. Kopač nakladač pa zato, ker ima žlico, s katero lahko zakoplje globoko do zemlje in izkoplje material ven. Vam pokažem, kako to izgleda. Tukaj imam nekaj materijala, takole, ki ga posujem tule po mizi. Dobra. In potem lahko kopač opravi svojo funkcijo. Lepo se zapelje, zakoplje in svojo žlico dvigne material, ki ga odpelje vse do kamiona prekucnika. Pa veste, zakaj rečemo temule vozilu kamion prekucnik? Takoj vam razložim. Se pravi, najprej kopač nakladač takole strese material v kamion in se lahko odpelje nazaj, medtem ko se kamion prekucnik odpelje na drugo stran gradbišča, kjer bo svojo prikolico prekucnil in stresel material. Zato mu rečemo kamion prekucnik, ker ima prikolico, ki se prekucne. Veste, na gradbišču najdemo zagotovo tudi kamion hruško. Veste, to je ta kamion, ki se vrti. Vrti se pa zato, ker meša beton. Če se beton ne bi ves čas mešal, potem bi se strdil. Imamo pa tudi valjar. Funkcija valjarja pa je, da zravna razrito zemljo oziroma razrito površino. Pa če si predstavljamo, da recimo imamo cel kup neke zemlje, pride valjar in jo lepo zravna. Tako, to so ta 4 vozila, ki sem se jih odločila, da vam jih predstavim danes. Zdaj pa je čas, da se zapeljemo do mesta. Tudi tam nas čakajo zelo zanimiva vozila. Poglejmo. Zdaj pa dajmo skupaj razmisliti, katera vse vozila smo že srečali na cesti. Katera? Poleg avtomobila, v katerem smo se mi vozili, smo zagotovo videli še veliko drugih avtomobilov. Res je, trenutek. Videli smo avtomobile različnih oblik in velikosti. Pa videli smo avtomobile različnih barv.
Pa mi pomagajte, katerih vse barv avtomobile smo videli. Zelenega, rdečega, tako, pa oranžnega, modrega, rumenega, črnega, belega in še bi lahko naštevali. Ampak gremo raje pogledat, katero vozilo smo še srečali na cesti. Zagotovo smo vsi že videli avtobus na cesti, avtobus, ki prevaža potnike. In tudi avtobusi so lahko različnih barv, drži? Gremo naprej na naslednje vozilo. 1, 2, 3, te 3 bom umaknila, zato da bom naredila prostor za ogromen smetarski tovornjak. Eno izmed mojih najljubših vozil. Zdaj pa mi povejte, a vsi vemo, kakšna je funkcija smetarskega tovornjaka? Da, odvaža smeti, tako je. A vsi vemo, da moramo ločevati odpadke? Vemo, kaj ne? Kako pa jih ločujemo? Imamo en koš za smeti za embalažo, en koš za smeti za steklo, pa en koš za smeti za biološke odpadke. A vemo, kaj so biološki odpadki? Se pravi, olupek od banane, olupek od jabolka, če kakšna paštica ostane, ki jo nismo pojedli za kosilo, tudi gre v biološke odpadke. Potem imamo koš za papir, pa koš za mešane odpadke in mislim, da smo našteli vse koše. A smo? No, recimo, da smo. Kakorkoli, ločevanje odpadkov je zelo pomembno. Tako skrbimo za našo zemljo, za okolje, v katerem živimo. Tako da le pridno ločujte odpadke še naprej. Smetarski tovornjaki in delavci, se pravi smetari, imajo zelo pomembno nalogo, da praznijo naše koše in da skrbijo, da ločujemo in ločujejo odpadke. Zdaj pa mi še povejte, katera še vozila najdemo oziroma vidimo lahko na cesti. Taksi, tako je, pa motor, tako. Na cesti, sem pa tja vidimo tudi kakšno kolo, pa kakšen kombi. Zdaj pa mene zanima, koliko reševalnih vozil ste že videli. Prepričana sem, da ste videli vsaj 3 reševalna vozila. Katera 3? Poglejmo. Na cesti ste zagotovo že videli drveti kak gasilski tovornjak. Kdaj pokličemo gasilce na pomoč? Ko kje zagori požar? Res je, na številko 112 jih pokličemo in takrat gasilci prihitijo na kraj požara, zato da ga čim hitreje pogasijo. Veste, kdaj tudi lahko gasilce pokličemo na pomoč? Takrat, ko se nam mucek zapleza na drevo in revež ne zna sam splezati dol, mi pa mu tudi ne znamo pomagati. Takrat pridejo gasilci in na srečo imajo hidravlično lestev, po kateri lahko splezajo gor, rešijo mucka in ga varno spravijo na tla. Na cesti pa ste poleg gasilskega tovornjaka zagotovo srečali tudi reševalni kombi. Kdaj pokličemo reševalce? Kdaj pokličemo reševalce na pomoč? Takrat, ko se nekdo hudo poškoduje, takrat pokličemo številko 112 in reševalci, tako kot gasilci, hitro prihitijo na kraj nesreče. Umakniti se moramo vsi v ostalih avtomobilih na rob ceste, zato da lahko reševalno vozilo po sredini ceste v čim krajšem času pride do ponesrečenca. Tako jim lahko reševalci pomagajo, mi pa smo naredili dobro delo, ker smo se umaknili in tako sprostili pot za reševalce. Tudi reševalce pokličemo na številko 112. Koga pokličemo, če slučajno nekdo ukrade nekaj, kar ni njegovo? Če zalotimo lopova, koga pokličemo? Policiste, seveda, policiste pokličemo takrat, ko je ukradel nekdo nekaj, kar ni njegovo in mi smo bili priča temu. Videli smo ga, hitro smo poklicali številko 113 in obvestili policiste. Halo, policisti, nekdo je ukradel neko stvar, ki ni njegova, prosim pohitite in na kraj nesreče pridite. In policisti prižgejo lučke, prižgejo sireno, vsi avtomobili se umaknejo na rob ceste, da lahko policist, kolikor hitro le lahko, pride na kraj, kjer je lopov ukradel nekaj, kar ni njegovo.
Tako, zdaj smo spoznali še 3 intervencijska vozila. Policijsko vozilo, reševalno vozilo in gasilski tovornjak. Od reševalnih vozil pa gremo v vodo, k plovilom. Le katera poznate vi in katera sem izbrala jaz. Poglejmo skupaj. S kopnega se selimo na morje, kjer plujejo jahta, jadrnica, motorni čoln, pa ladja križarka in dovolj imamo. Zdaj pa gremo iz morja na tire. Le kdo ga že ni videl in le kdo ga ne rad gleda? Kaj pravite, kaj sestavljam? Sestavljam tire, po katerih se bo peljal. Kdo se bo peljal po tirih? No, da slišim. Vlak se bo peljal, seveda. Samo še trenutek mi dajte in skoraj sem gotova. Zdaj pa. Tam! Lokomotiva. Vagon. Pa še en vagon. In ga imamo. Vlak, ki se pelje po tirih. Srečno pot, vlakac! S tirov pa poletimo visoko na Na nebu letijo letala, potniška, pa tista s propelerjem. Letijo na nebu pa tudi helikopterji. Tako, nekaj vozil smo danes le spoznali. In verjemite, še zdaleč to niso vsa, ki obstajajo na svetu. Zato lepo prosite mamico in očija, če ste radovedni, da prelistate še kakšno knjigico, kjer je poleg vseh vozil, ki smo jih danes spoznali, še veliko drugih vozil.